Namen najbolj osnovni je razumeti, kako deluje naš delovni spomin. In ko smo pristopili k zasnovi tega projekta, smo želeli združiti različne vrste informacij, ki jih lahko dobimo o delovnem spominu. Vedenjske naloge, ki so jih že prej uporabljali psihologi, na eni strani, potem metode spremljanja aktivnosti možganov s pomočjo EEG-ja, s pomočjo funkcijske magnetne resonance. Iz tukaj pride v naslov multimodalno. Skratka, poskušati osvetliti delovni spomin z večjih zornih kotov. Ena izmed stvari, ki jo preverjamo, je tak čisto metodološke narave. Ena raziskovalna skupina v ZDA je nekaj let nazaj objavila nekaj razmerno odmeven članek, ki je kazal na to, da lahko s pomočjo EEG-ja z ustrezno nalogo spremljamo, kakšna je obremenitev našega delovnega spomina. V bistvu v realnem času. Imeti nek pokazatelj tega, kako obremenjen je delovni spomin, nam omogoča sproti spremljati, do kakšnih procesov prihaja. Ampak pri tej nalogi je še kar nekaj odprtih vprašanj, kaj v bistvu EEG signal zares kaže. In znotraj projekta bi radi nekoliko podrobneje naslovili to vprašanje. Rezultati potem naprej odpirajo različne možnosti, kako tovrstno metodo potem uporabljati pri preučevanju delovnega spomina ali pa tudi drugih vidikov kognicije pri zdravih posameznikih. In nekaj, kar nas ravno tako zanima, je, v kakšni meri bi se dalo potem to uporabljati pri bolnikih z poškodbami možganov ali pa z drugimi boleznimi možganov, psihiatričnimi motnjami. Kar nekaj izmed teh bolnikov ima lahko oškodovane sposobnosti delovnega spomina, kar jim onemogoča ali pa zmanjša njihovo sposobnost spoprijemati se z vsakdanjimi izzivi. S pomočjo razvoja te metode bi lahko bolj podrobno ugotavljali, kaj je tisto, kar gre pri njih narobe, zaradi tega, da jim lahko v končni fazi tudi pomagamo. To, kar se nekako kaže pri tem, ko poskušamo razumeti, kako delujejo možgani, je, da seveda zelo veliko informacij dobimo o tem, ko spremljamo, kako nek zdrav posameznik izvaja različno nalogo. Ampak če hočemo zares dobro razumeti delovanje možganov, ustvarjati ali pa oblikovati teorije, ki bodo učinkovito pa temeljito pojasnjevale delovanje možganov, potem morajo biti te teorije sposobne tudi pojasniti, kaj se zgodi takrat, kadar gre z možgani nekaj narobe. Naj bo to pri različnih boleznih možganih, poškodbah ali pa pri psihiatričnih boleznih. Od tukaj potem zanimanje tudi za shizofrenijo. Shizofrenija je motnja, bolezen, ki ima res močan vpliv na učinkovito delovanje našega kognitivnega sistema. In z opazovanjem tega, na kakšen način grejo stvari narobe, kakšne so posledice, v bistvu marsikaj izvemo tudi o tem, kako delujejo naši možgani, kako naj bi morali delovati zdravi možgani. Skozi nekako zgodovino tudi kognitivne nevroznanosti je bilo na začetku zelo veliko poudarka na lokalizaciji kognitivnih funkcij. Katero področje v možganih je odgovorno za katero funkcijo. In na podlagi tega smo zelo veliko izvedeli. Ampak to, kar je hkrati tudi zelo pomembno, je najbolj enostavna naloga, ki jo izvajamo. Zanjo je potrebno integracijo, povezovanje zelo različnih informacij med seboj. Informacije o barvi, obliki, položaju objektov in zato uporabljamo metode tako imenovane funkcijske konektivnosti, kjer poskušamo videti, kako različna področja v možganih med seboj sodelujejo pri izvedbi naloge. In kako pomembna je ta sposobnost, se izkaže ravno pri shizofreniji, ki ste omenili. Namreč vedno več študij, dokazov nekako govori v to smer, da je verjetno ena izmed temeljnih motenj v delovanju možganov pri shizofreniji ravno to znižana sposobnost ali pa motena sposobnost integracije, učinkovite integracije različnih informacij in delovanja področja možganih. Zdaj, kot prvo, vsekakor nismo odgovorili še na vsa vprašanja. V bistvu to, kar se je značilno verjetno za znanost v celoti, je karkoli novega ugotovimo, vse novo, kar ugotovimo, pripelje potem do novih vprašanj. Seveda tudi do povečanja razumevanja, ampak odpirajo se naprej nova in nova zanimiva vprašanja.
In še eno področje, ki se mogoče manjkrat o njem govori, pa je zelo pomembno, ravno zato povezovanje med različnimi stopnjami opazovanja, je računska nevroznanost, kjer s pomočjo vzpostavljanja računskih modelov naših možganov pa delovanja živčnih celic lahko predvidevamo ali pa poskušamo preverjati različne modele kognicije. In tudi glavni, trenutno nekako največji projekti v Ameriki in v Evropi s področja nevroznanosti so v veliki meri usmerjeni na eni strani v pridobivanje tistih spoznanj, ki bodo omogočila vzpostaviti čim bolj kompleksne modele živčnega sistema, in na drugi strani k dejanski izgradnji teh modelov. In želja je, da bi bili sposobni v nekaj letih simulirati delovanje možganov od delovanja posameznih živčnih celic naprej, da bi lahko na tak način preverjali, kako delujejo različne kognitivne funkcije, da bi lahko na ta način ugotavljali, kako različni dejavniki lahko vplivajo na razvoj bolezni možganov, in tudi skozi to poskušali odkrivati, katera bi bila tista zdravila, ki bi pomagala posameznikom s takšnimi boleznimi.